Na kakšen način se bo predstavila vaša želična kmetija na festivalu Kraška gmajna? Ja, naša zeliščna kmetija se bo predstavila v obliki hiše zdravja. Nekako pripravljamo predavanja, seminarje, delavnice v sklopu masaž, zelišč, v sklopu masaž in zelišč, potem glede na kako se zelišča nabirajo, kako se uporablja zelišče. Bomo dali ogromno nasvetov glede samomasaže, kako si nekako združujemo oziroma popravljamo naše zdravje, kako si dvigujemo našo odpornost, in to je naš cilj. Posebno v današnjem času, ko je ta korona, ki nam tega zelo primanjkuje, je potrebno si dvigovati imunski sistem, ohraniti pozitivno energijo, in to je naš cilj v sodelovanju na Kraški gmajni. Po čem ste posebej že znani? Ja, posebej smo znani v bistvu po vseh teh stvareh, in po zeliščih, in po nabiranju čajev, in po samih masažah, svetovanju. Pri nas je nekako tako, da vzamemo človeka v celoti, delujemo na njega od znotraj in od zven, tako da dejansko s tem pomagamo samemu človeku. Ko ste omenili masaže, za kakšne masaže gre? Jaz sem predvsem energetski terapevt, tujinoterapevt, refleksoterapevt, tako da delujemo na energije v samem človeku. Cilj je v tem, da dvignemo energijo človeku, da se organizem začne sam obnavljati. Mi nimamo čarobne palčke, da bi nekako prišla stranka k nam in rekla, ja, zdaj bo šla pa zdrava od nas, ne gre to. Človek mora sam vložiti svojo energijo v svoje zdravljenje, mi mu pri tem samo pomagamo z najrazličnejšimi metodami in pristopi. Ali razne želiščne čaje pripravljate tudi prilagojeno glede na potrebe človeka? Ja, več ali manj ja. Imamo tudi nekaj splošnih čajnih napitkov napravljenih, drugače je nam pa cilj, da pride oseba k nam, da se individualno usedemo z njo, da se pogovorimo, sestavimo nek tretma zdravljenja oziroma krepitve organizma in pri tem napravimo tudi individualno čaj za vsako stranko posebej. A lahko še poveste, kje se pravzaprav nahaja, kako se pride do vas? Ja, mi smo na Krasu, na zgornjem delu Krasa, nekako med Sežano in Novo Gorico, v bistvu bolj na južni strani. Tako da smo malo oddaljeni od teh centrov, ampak glih to je tudi bistvo in čar tega, da pridete v neko naravno okolje, kjer ni onesnaženo, kjer je mir, zjutraj in čez dan slišite ptičke poje, tako da ja, da je tako sprostitveno ozračje.